V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu so zjutraj porušili drugo črno gradnjo v občini. Na terenu je bilo več policijskih enot, rušenje je iz zraka nadzoroval policijski helikopter. Na občini poudarjajo, da bodo nadaljevali s prizadevanji za urejanje romske problematike, pri čemer napovedujejo ničelno toleranco do novih črnih gradenj. Nika Kunaver. Tam, kjer so bili še zjutraj bager in policisti, je opoldne mirno. Pričaka nas le Petelin in Zvezdana Brajdič s tričlansko družino. Stara sem 55 let in tukaj sem imela na tej parceli barako, stara je bila 45 let. Ni bila zazidljiva, ampak baraka od lesa. Tukaj na tem mestu je stala baraka, velika približno 7x5 metrov, rušenje pa je bilo končano zelo hitro, v dobri uri pravijo. A ste vi pričakovali, da bodo danes zjutraj prišli? Ne, nisem pričakovala tega. Bila sem sam klic po telefonu, da so prišli rušiti. Pred nekaj tedni so jim, pripoveduje, neznanci že požgali barako, zato je bila prazna. Prav dejstvo, da je bila črna gradnja nenaseljena in da v njej ni živel nihče, je eden od ključnih razlogov za odstranitev objekta, pojasnjuje podžupan mestne občine Novo mesto. Zemljišče je namreč v lasti občine. Ocenjujemo gotovo, da širjenje črnih gradenj ne pomaga pri reševanju romske problematike, nasprotno, zadeve poslabšuje. Zato je bila zdaj izvedena druga rušitev takega objekta. Policija je pri rušenju posredovala na prošnjo občine. To lahko storijo, če pričakujejo kakršnekoli zaplete. Policija torej ni aktivno sodelovala pri samem rušenju, pač pa je zagotavljala varnost na eni strani gradbincem in na drugi strani javnim uslužbencem. Samo v Novem mestu je po uradnih podatkih na občinskih zemljiščih približno 40 nelegalnih objektov, na državnih pa še okoli 80. Mi si tle res proaktivno prizadevamo, da bi pomagali, da bi iskali rešitve, ponujamo sofinanciranje projektantskih storitev, ponujamo odplačne služnosti, da si lahko v tem času potem urejajo postopki, ki so potrebni za legalizacijo. Odprti smo za izvensodne poravnave. Zvezdana priznava, da jim je občina pomagala potem, ko so jim pred nekaj tedni neznanci požgali barako. Pred 13 leti je sicer poskušala odkupiti občinsko zemljišče, a je postopek obstal. Zakaj, danes ne zna pojasniti nihče. Kaj boste zdaj naredili? Zdaj bom šla na socialno, pa tam si naredila šotor in tam bom čakala. Protestno? Ja. Nedavno so sicer že porušili črno gradnjo v romskem naselju Brezje Žabjak, v katerem naj bi živela 19-letna nosečnica. Ker je ostala brez doma, zdaj živi v šotoru, kar po opozorilih organizacije Transparency International odpira vprašanja spoštovanja človekovih pravic. 19-letnici naj bi sicer ponudili namestitev v materinskem domu, vendar naj bi to možnost zavrnila.